Če naj citiram Dinah Washington, what a difference a week makes. Ja, to pa res. Ej, majke mi da res. Mislim, pa še par dni je do konca. A mislite, da lahko se še kaj na glavo, še kaj postavi? Ja, no. Mislim, zmeri je prostor za izboljšave, ne? Jaz moram citirati tukaj še tajnega agenta njenega veličanstva, ki je, ali pa zdaj njegovega, ne, ki je globoko v hladni vojni rekel, nikoli ne reci nikoli. Tako. Danes si poln nekih popkulturnih referenc, Aljaž. A ne? Tako mi smo začeli. Pa še 10 dni ura. Pa še minuto nismo posneli, pa smo že. Torej, novo epizodo objavljamo na dan 20. marca, prvi pomladni dan. Jaz si že kar predstavljam vaju oba z nožkom nekje na polju, kako nabirata regrat. Ni slaba ideja, ne? Jaz si Antiša bolj predstavljam kot tistega discerning meščana, ki potem gre čez tržnico, ne, lepo v šalčku, a veš, no, še malo, v senčki je še malo mrzlo, ne, pa malo pogledaš, tole bi, tole ne bi. Koliko je tole, gospa? A res? A toliko hočete za to? Ne, tudi tukaj si se zmotil, ampak nadaljujmo. Čakaj, ne, samo mi moramo zdaj tole vse rešiti. Antiša, kje pa je tvoj vir, oziroma, a imaš ti pol vir regrata za vsolato? A veš, da letos je pa že 2-krat prišel do našega gospodinjstva ena vrečka regrata. Ne vem čisto dobro, odkot ena, točno, ena je bila iz Vipavske doline, za drugo pa še ne vem. Samo pripotovala je iz Ljubljane. Odkot je pa v Ljubljano prišla, pa ne vem. Kaj lepšega. Avtomagično se je pojavil. Aljaž, a je to, ker vem, da je to dosti slovenska finta, a v Luksu tudi kaj vidiš, opaziš ljudi tam na travnikih z nožki, ali so travniki toliko bed pa umazani, pa ne vem. Ne. Luksemburg ima zelo tako ekstenzivno živinorejo, kot se temu reče, ne? In oni pač kot na tisto, kar je pravih Luksemburžanov, oni so zelo tako Slovenci na nek način v smislu iščemo variante za eno tako samo oskrbo light, a veš, ne čisto, ampak tako, da malo zgleda. Ne? Lepa, luškan, taka, na pol mal, krasen. Tako, ja. Ja, neč, a kar štartamo? Pred nami je častna naloga. Politika me sicer kar zanima, pa v mladosti tudi lepa dekleta. Sej vam vidim v očeh, me zdi neverjetno, ker si bil mlad, pa nisi ravno. Tako lepo govori, da bi sladkorno dobo. Toliko iskrenosti. Mene nihče ne bo prepričal, da krave preveč prdijo. Če bi vedel, da bomo to gnoja premetavali, bi prišel sem z vilami. Ker temu bomo naredili enkrat konec. Upanje umre zadnje, a ne? To je LDGD, podcast, ki nikogar ne podcenjuje in ničesar ne jemlje preveč resno. V imenu svojih najbližjih in v Božjem imenu vas pozivam na lov. Jaz še nisem dobil prostora za repliko, tako da si bom vzel majčken več. Jaz bom takoj na hard štartala, Antiša in Aljaž. Afera prisluhi, ne, kaj pač smo. Pojavil se je iz lepega in keeps on giving, kot rečemo v naši interni skupini, ne. Se pravi, imamo zaskrbljujočo serijo objav prisluhov, v katerih so bolj ali manj ujeti ljudje z leve ali pa povedano v prisluhih leve kompromitira in na desni besnijo sistemska korupcija razkrinkana, vlada nam organizirana kriminalna združba. Na drugi strani pa imamo zaskrbljujoče metode, do katerih so se nekateri dokopali do prisluhov, s tem v zvezi tudi obtožbe o vmešavanju tujih sil v naše zadeve, izraelskih. In s tem v zvezi pa na levi poudarjeno besnijo. Zdaj, državni sekretar Vojko Volk je po seji sekretariata Sveta za nacionalno varnost rekel, da poročilo Sove kaže na neposredno tuje vmešavanje v volitve v Sloveniji. Zdaj, jaz vaju ne bom sprašvala, kaj mislite o enem ali drugem, ker se sproti spreminja, ampak mi please povejta, kaj menita, kdo bo imel več od tega. Zdaj, ne bom rekla, komu gre bolje na nek način, ampak ne bolje v smislu prav narobe, ampak bolje v smislu nabiranja političnih točk pred nedeljsko volitvo. Antiša?
Izvoli. Ja, zdaj, če parafraziramo starodavni rek Bertolta Brehta, ne, ki je rekel, knjiga je orožje, vzemi jo v roke, ne, pridemo do reka, prisluhi so orožje, vzemi jih v roke, ker zdaj smo priča s prisluhi nad prisluhe. To je zanimiva situacija, ki doslej še nismo bili priča. Ne. Pravi, ena stran nad drugo gre s prisluhi. A ni to v redu? Mislim, v narekovajih. S prisluhi, oziroma ali hočeš reči, da se pač špionirajo eni drugi ali kako? Ja, se vidiš. Nataša, k tvojemu vprašanju. Ne vem, jaz ne bom rekel, ne bom rekel z vsakim dnem ali tednom, zaradi tega, ker so se stvari tako zgostile v duhu tega, kar je pa Pengovski zadnjič citiral Bannona, ne. Kako že je flood the place with the shit. Flood the zone with shit. Ne. A veš, mi smo zdaj priča res, da mi nismo, torej mediji in tudi javnost, ne, v bistvu ne uspe vzpostaviti nekega mnenja oziroma nekega pogleda na to, kar se je zgodilo, ko že prihajajo novi. Ne. To je tako, predjedi še nisi pojedel, pa ima že juho, pa ima že glavno jed, pa ima že sladico, pa bejš ven. Tako da zdaj pa res odgovor. Ne? Jaz mislim, da tako kot opazujem, ljudje so preobjedeni tega. Ljudje se v tem noter ne znajdejo in je v bistvu to, po mojem mnenju, posledično kontraproduktivno. Ljudje bodo rekli, pejte se vidite svoje vohunske igre, mene pa v nedeljo na volišče ne bo. Kar je pa slabo, a veste, slabo, če ni stvar premišljena do te mere, da zmanjša volilno udeležbo, ki pa koristi Aljaž komu? Manjša volilna udeležba. V teoriji desnici, jaz mislim, da bo ta teorija sicer preizkušena letos. Ampak zakaj misliš letos? A misliš, da bo manj udeležbe kot... Ne, nekaj imam, s čimer se naš manjkajoči član te kriminalne združbe, ki je LDGD, ne, ki se ne strinja sicer, ampak jaz imam na sumu SDS, pa desnico nasploh, ampak konkretno SDS, da so oni odklenili en bazen mlajših volivcev. In sem bil zadnjič na enem eventu, okrogli mizi, kaj je to, Chit-chatu, kjer je bila tudi šefica Andražu konkurenčne firme, ne, Mediana, in je rekla, da nekaj bo na tem, ker je od vseh strank ima po njihovih raziskavah SDS najbolj enakomerno zastopane vse starostne skupine, od 18 do 24 do 65 plus. In to ni in na levi strani tega ne vidiš. Ne? In je moja niti ne teza, ne? Ampak kaj je to? Pet theory je, da staro pravilo, da če je nižja volilna udeležba je pač v prednosti desnica in če je višja volilna udeležba je v prednosti levica, ne velja nujno več. Kar seveda ne pomeni, da tokrat ne bo tako, ampak da to ni več to pa že pravilo čez palec, po katerem so se vsi politični guruji v Sloveniji ravnali do sedaj. Ampak bomo videli. Čak sam jaz vsem tega ne razumem, kaj ima, ne vem, koliko si povezal to udeležbo, pa da so oni uspeli odkriti nek nov žep, ki je verjetno se kazal že na evropskih volitvah, ki je Zala Tomašič velikega Hojsa v narekovaju premagala, ampak ne vem, zakaj. Pač Antiša je govoril o tem, da bolj kot enemu drugemu pomaga, da se mu zdi, da utegne vplivati na samo udeležbo, da ima folk tega dosti, ampak pa nisem štekala teh. Ja, ampak teza je, ne? Če je nižja volilna udeležba, potem pridobijo desne stranke, ker je desno volilno telo dovolj disciplinirano, da bo prišlo glasovati tudi o višini trave na stožiškem stadionu, če je treba. Medtem ko če pa levo volilno telo dovolj animirano, in to ne bi se, če prav razumem, dogajalo zdaj
z posledicami in falloutom, z lepo slovenščino teh prisluhov in prividov, mimo grede. Zdaj se moramo vprašati, če je nezakonito audio snemanje prisluhi, ali je potem nezakonito video snemanje prividi. Ne? Marko Zajc, shout out na Blue Skyju. Anyway, hotel reči to, da je višja volilna udeležba, pa ne bi potem pomenila več levosučnih volivcev, ergo prednost za levo vlado. Zdaj me pa sam zanima in se sprašujem, če je to še res, ali višja volilna udeležba pomeni avtomatično tudi več levosučne udeležbe. Jaz mislim, da bo to glavni test, poleg testa, ali bodo vsi priznali rezultat teh volitev. Tega to veš, da ne bomo priznali, ne? Prosim te lepo, saj polagamo temelje že zajeten del zadnjih mesecev, če ne celo zadnji 2 leti. Exactly. In videli smo tudi že dezinformacije, ki jih Državna volilna komisija aktivno debanka, kar je tudi nekaj novega, tega do zdaj nismo videli, ker so pač neki videi ukradeni krožijo. Ukradeni videi krožijo iz Bosne in potem, gledajte, kako se pred Stožcami dogaja. Nič se ne dogaja pred Stožcami, še vedno je pač gradbišče, ampak kakorkoli, vse to. No. Zdaj se pravi, iz leve bolj problematizirajo to domnevno izraelsko vpletenost, z desne to, kaj so prisluhi prinesli. Nekateri celo z enako mero ogorčenosti problematizirajo oboje. Meni se zdi, mislim, jaz se še kar ne morem načuditi, pa bi se lahko že počasi navadila. Ampak na sestankih teh, ko gledam prisluhe, na sestankih so bili eni, pa recimo dost vidnejši, pomembni ljudje v Sloveniji, bivša ministrica, ena najvplivnejših odvetnic in tako dalje. In greš na sestank z enimi predstavniki kao investicijskega sklada, ne poznaš jih sploh, niti izgleda ne narediš en due diligence in mene to fascinira, da si tako odkrit in da greš karkoli že tako govoriti, to se mi zdi Antiša kar beyond. Na tem mestu bi seveda vnaprej čestitala vam, Ljubljančanom in Ljubljančankam, ki boste jeseni ponovno izvolili Jankovića, če bo kandidiral. Hvala za čestitke. Kandidati za čestitke, mi vas volimo. Mislim, a vama ni noro, da greš na sestank z ljudmi, ki jih ne poznaš, ki ti pač plačajo, ne vem, eno kosilo, pa karto, pa hotel in ti njim razlagaš neke stvari, wow. Če tudi, mislim, meni se to zdi kar beyond. V bistvu to ti samo dokazuje, da je ta korupcija pri nas v resnici zelo amaterska, ker se vsi ti kobajagi viri in do kobajagi ljudje z dostopom prodajo za karto pa za kosilo. Mislim, meni se to zdi noro. Antiša, nekaj si hotel reči? Ne, nič. Se strinjam, Se strinjam, mislim, sploh ne vem, kaj dodati. Ta prostodušnost ljudi, ki vedo, kje vse, oziroma bi vsaj morali vedeti, kje vse ležijo pasti, je frapantna, Ja, bi pa še to dodala, v ta del debate, da se z desne pravi ukvarjamo s tistim, ki je prinesel te prisluhe, namesto da bi se z vsebino sem pa pogrešala, recimo v poplavi zapisov desnih hišnih bendov, da bi kdo omenil, ker je že glih frišna stvar Galeta, se spomnimo, Seveda. Žvižgač Gale, pred 5 leti, v času epidemije covida, je v Tarči takrat razkril politične pritiske in prakse pri nabavi zaščitne opreme. On je vmes 5 let je zdaj vmes poteklo, glih par dni nazaj je bilo, da je vmes izgubil službo, da niti ne omenjam, kakšna je bila škoda zaradi medijskih objav, zdaj je dokazal, da ni prejel podkupnine, od lažnivcev zahteva odškodnino in opravičilo in zdaj se bo še par let naslednjih verjetno za to odškodnino boril, ko bo na koncu 5 jurjev. Ampak point being, desniki kričijo, poslušajte vsebino, ne pa kdo je prinesel, so 5 let nazaj, na primeru Galeta, nekako za drugačno navijali. Ampak mislim, tukaj sam še eno zabavno zgodovinsko paralelo glede tega, kako Slovenci, kje govorimo. Mogoče se bo, dobro, mogoče se vidva oba spomnila, ampak Antiša je tako zelo pamtilo. Iz časa afere JBTZ je en side quest, je bila afera Filadelfija.
če se spomniš, Antiša. Kaj govoriš o ko je- Mihajlu Kertezu pa... In Janezu Janezu Stanovniku, Stanovniku, ja. ki je bil v Filadelfiji, na obisk, ne vem kako on, če je že kaj prišel, pozaj njegov sin tam študiral, ne, pozabil sem. Skratka, on je bil tam v funkciji takrat predsednika predsedstva Socialistične republike Slovenije. In je on kar gladko govoril o tem, kako se bo Slovenija pa malo cepla, pa juga razpada, pa tako vse te stvari, ki si jih v Jugoslaviji nihče ni upal še na glas povedati. Ne? In sem mogoče razmišljal, veš, če je to pač neka, da rečem, tako, nacionalna karakterna lastnost. Da v hipu, ko mi pridemo čez planke, mi vse povemo, čisto vse in levo, desno, vsakmo, ne vem, za 2 pira. a Veš. Ti si Tako. kar res. Ne, pa kad dosti take stvari, fakt, ti moraš vedeti, da če to veš, moraš na ena druga vrata potrkati pa to povedati. Tam Mislim, pa nekomu, ki ga ne poznaš. No, No, okay, jaz zdaj- mislim, da je to ključno. Veste, Ja. jaz mislim, da je tako. Jaz mislim, da moramo zdaj vsi skupaj globoko vdihniti. Nataša, asistiraj mi, prosim, s temi nasveti. Evo, Vdihnimo globoko, zazrimo se vase. prehiter govoriš. Ja, ne, potem, Malo si moraš potem časa moramo vzeti pa. pri tem. Ne, jaz mislim tako, ne, da jaz mislim, da se moramo ukvarjati s tem, kaj bo iz tega, kakšne bodo konsekvence, če sploh bodo. Zdaj smo v eni predvolilni histeriji, volitve so po pojutrišnjem, danes snemamo je četrtek, v nedeljo so volitve in zdaj je histerija na vrhuncu. Ne. Mi moramo se s tem in z refleksijo teh prividov in prisluhov se začeti ukvarjati v torek ali pa v ponedeljek, ko bo maček minil povolilni. Zaradi tega, ker ključno vprašanje v bistvu je po mojem, kaj iz vsega tega bo. Rajko Pirnat je na Pop TV povedal, da je tukaj in je nanizal par, govorijo o prividih, nanizal je par kaznivih dejanj, ki bi morala biti prijavljena, pa niso bila. In to je tisto, kar nas more zanimati. Zdaj, kaj si ena slabo vzgojena oseba misli o nekom, ki je v politiki, to ni kaznivo dejanje, to je samo spričevalo slabe vzgoje in nizke srčne kulture, da tako rečem. Pa slabega besednega zaklada. Ampak to, veš, da pa ti greš in v kamero govoriš, da pa, ne vem, jemlje 10%, da si bil zraven, ko je nekdo prišel pa je rekel, morate dati posel temu, pa temu, če sledimo Rajku Pirnatu, to so opisi kaznivih dejanj in mene zanima, kaj se bo iz tega zgodilo. Tako je. In Rajko Pirnat, znan iz aferice švercene lučke čez mejo, bi potem lahko nekaj ve. In ti greš in meni rečeš, da sem zelo pamtilo. Super, tukaj pa samo medklic. Jaz sem že nekajkrat ugotovil, da tukaj uporabljamo neke reference, ki morda mlajšemu delu poslušalstva, ki pa je v večini med nami, ne pomeni prav dosti. Tako da, Aljaž, prosim te, pojasni to referenco, ki ni bila verjetno marsikomu razumljiva. Ok, boomer. Skratka, v bistvu je bila njegova, ne je bila takratna žena, se upravičujem, če sem zdaj kogarkoli užalil s kakšnimi napačnimi družinskimi povezavami, skakor je takrat žena Rajka Pirnata na A kanalu, ne vem, če ne glih Bojanu Krancu. Ki je bil Rajko Pirnat takrat pravosodni minister, nadaljuje. Pravosodni minister, tako, se pravi, to je bila prva Demosova vlada, in ona je tako mimogrede povedala pač tako življenje, politika v zakulisju, vse to, kar nas v resnici zanima, in kako sta ona dva gladko čez mejo iz, ne vem, Trsta ali ne vem, iz Italije pač prešvercala neko lučko, neki, koliko je fajn, malo se zabavamo in seveda potem cel halo, minister šverca in potem je še v mladini so to izpeljali v rolanju po sceni, da ni šverco sam lučke, ampak kar cel kandelaber. No in potem je bilo seveda, Rajko Pirnat je bil kmalu bivši minister. No, skratka, to je bil walk down the memory lane. Ampak skoraj sorry, sem že tega dodajam noter, ampak skoraj tako dober, kot par let nazaj gospod, ki je na sendvič, da bi plačal ga v Maxi Marketu, čakal pa je rekel, bom jaz kar videl, kakšne imajo varnostne mehanizme, pa je s sendvičem odkorakal in to na seji potem v DZ-ju o tem prostodušno govoril.
poslanec LMŠ-ja. Ja. ne? Ja. Izvoli, Antiša. Ne, sej sem povedal, Aha. kar sem imel o tem zapovedati. Skratka, to je ta level korupcije, ki jo v tej državi razumemo, točem reči. Ampak, če smo pa že pri ljudeh z resničnim dostopom, ne, pa enega nihče ni omenil, ne, pa kot vemo, tudi po fotografijah iz prejšnje kampanje, ne, se rad druži tako z eno kot z drugo stranjo, ne, če govorimo o Božu Dimniku in tako dalje, o resnično vplivnih ljudeh, zaenkrat v teh prisluhih in prividih nismo še nič slišali. Pa še nekaj Tako da, nismo nič slišali, kar smo v prejšnji epizodi govorili, ker sem sprašvala, koga pa ni v prisluhih in smo rekli, ok, počakamo še, no še vedno jih ni. Ne. So predstavniki bodi si člani in članice GS-ja ali povezani z njimi in SD ali povezani z njimi od Levice. Pa Logar je tudi zdaj namočen. Pa Logar tudi noter, ja. Dobro, Levice pa omenjen je. Ja. Pa sej dovolj, sej dosti te samo omenil v teh stvarih, pa je kar nekaj noter si. Veš, in v hipu, ko so ga omenili, je zdaj, ko je pri SDS-u panika, ko se odstotki kar naenkrat ne seštejejo več, se že pojavljajo na spletu. Logar, boste pojasnili, zakaj so vas omenili. Pač dovolj je, da te omenijo. Skratka, imamo, no pa dost hecno je, to se referiraš zdaj na gospoda Sveteta, kaj je kdo podpisoval z Izraelci? Ne. Anonimus je online, ki pač nosijo vodo za velike. Ja. No, pa recimo, da postavimo klele piko. Se pravi, imamo ene, ki mahajo s prisluhi kot dokaz sistemske gnilobe, drugi o zarotah in tujih vplivih kričijo, vsi pa elegantno spregledajo, kar jim mogoče ne paše v zgodbo. Tako da selektivni spomin sploh tik pred volitvo je kar prominentno displejan, kot bi rekli v lepi slovenščini. Zdaj pa, kar si omenil, Aljaž, ti že, gospod Janša grozi na zalogo s tožbami in domnevno neveljavnostjo volišč. Zdaj, zelo so pojačali ta narativ, kot si prej tudi samo gotovo, ko ankete slabše kažejo. Zdaj, vse, citiram predsednika DVK-ja, je rekel, vse skrinjice, v katerih bodo glasovnice iz predčasnega glasovanja, so varovane tako ta se mi zdi prva, mogoče pa ni, z live stream kamerami, kot tudi z varnostniki. Zaklenjene, tako da je, pravi predsednik DVK-ja, vsak dvom v varnost teh glasovnic popolnoma odveč. Sta že volila? Ne, v nedeljo. Jaz bom tudi v nedeljo, ker pač ta hip fizično ne morem. Ja, zdaj to je v redu, ne. Klej je, ampak je po eni strani tudi malo premalo v smislu narativa, kar se meni zdi, ne. Saj o tem smo se malo že pogovarjali, že odkar sta NSI in SDS provalila to zgodbo, da je na podeželju premalo volišč, ne. Je to že eno, kao, ne, pač ljudje ni enakomernega dostopa do volišč, kar je pretty much bullshit. Potem, ko to ni šlo čez, zdaj potem ni bilo enakomernega dostopa v Ljubljani, ne, do volišč, pri čemer so tukaj imeli celo menda nekaj malega pointa, ampak ne toliko, da bi kakorkoli vplivali na izvrševanje volilne pravice, kar je bistvo. In hkrati, ne, paralelno s tem obstaja en narativ, ki je nekje pod površjem v desnoslučnih družbenih omrežjih in medijih in tako dalje, da bodo, ne, če bo tesno, v narekovajih aktivirali volivce iz tujine. Kao, da pač obstaja zaloga glasov, ki jo bodo v sili razbi steklo sistem, ne, vključili v sistem in prešteli zato, da bo levo-liberalni blok zmagal. Ker je seveda totalen bullshit, ker volivci iz tujine od nekdaj so in jih je pač vedno več, med drugim tudi zato, ker se vendarle vedno več Slovencev izseljuje ali pa so vsaj na začasnem delu v tujini in se vračajo domov, ampak potem glasujejo v tujini. Skratka, so to pač čist normalni in lahko
objasnljivi, a sem prav Pojasnljivi. Ampak a veš, Ja. kaj je, se spomniš, ko smo pred leti o tem govorili, mogoče glih na prejšnjih volitvah, ko pridemo do teh, ki volijo v tujini, ne. Mislim, to so res tisti, ki vam bo prodajal, da to lahko seveda v teoriji obrne, ampak številke so tako minimalne. Ne samo to, tudi če so se od leta 92 kdaj podvojile, so še vedno tako minimalne in predvsem so razpršene po volilnih okrajih, da pač ne vplivajo. Ne? Ampak, a veš, zakaj, mislim, kako že, če se teorija ne sklada z dejstvi, toliko slabše za dejstva. Če bo tesno, jaz mislim, da je pač cel ta narativ je pripravljen in bo aktiviran po potrebi. Bi te presenetilo, Antiša, če ne bo to na mizi v ponedeljek? Torej, regularnost volitev. Ja, odvisno od rezultata, ne? Ampak to je že videno pri Janezu Janši. Ne? Janez Janša je politik oziroma njegova stranka je politik, ki, če se le da, v trenutku, ko so stvari lahko še tako pregledne in čiste, zaseje dvom. Temu smo bili že priča, to je pač stvar, ki je legalna, to je stvar, ki ni kazniva in tako naprej, ne? In on oziroma oni delajo tisto, čemur mi tukaj v tem podcastu rečejo, oni se znajo iti. Zdaj, kakšen je pa učinek tega? O tem pa ne bi sodil. Sam na to gledam z nekaj, oziroma s kar precej kritičnosti, no? Če so stvari še tako prezentne, da ti greš v njih dvomt, pa štetje glasov, ponovno štetje glasov na posameznih voliščih in tako naprej. Ne? To je v funkciji sejanja dvoma v sistem kot tak, ne? Ki lahko seveda ima pomanjkljivosti, ampak jaz niti ne vem, ne? A zdaj še zmeraj hodijo opazovalci iz tujine, ali ti boš morda vedel? Ne? Ja, še vedno hodijo. Vsaj dve posadki. Ampak kolikor vem, vse volitve doslej, ki smo jih v Sloveniji imeli, so bile brez pomanjkljivosti v poteku demokratičnega procesa. Oziroma tam, kjer so bile z lahkoto odpravljene, ravno zato, ker imamo tako decentraliziran sistem. Skratka, na povabilo, mislim, da te predstavniki OVSE, gledajo regularnost volitev po svetu, pridejo na povabilo države. Skratka, kakor jaz razumem, ne morajo kar, mi smo klele, omogočite nam dostop, bomo gledali, kaj se dogaja, ampak na povabilo. Zdaj, za vaju sem šla, za nas, za dobrobit LDGD-ja, je Nataša šla na predčasne volitve in smo si, pazi to, tam, kjer sem volila, kar podajali kljuko. Me je, moram reči, kar majčkeno presenetilo. Sam pa, da spomnim tiste, ki jih mogoče zanima, kar sva prej z Aljažem govorila okrog teh številk pa volivcev. Zdaj, jaz sem si takrat prav, se spomnim, zapisala, ker smo imeli to debato, koliko to vpliva pa ne vpliva. Ne? Podatek je ziher majčkeno drugačen, ampak dost ne. Skratka, število državljanov Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v tujini je bilo pred 4 leti slabih 108 000 in sicer največ Nemčija, potem Avstrija in Hrvaška. Od teh, ki dobijo, se pravi izseljencev, ali kaj se temu reče, ki dobijo gradivo po uradni dolžnosti, jih je, pazi to, teh 108 000, 7 000, jih je takrat glasovalo dobrih 4 000 oziroma 3,8%. Pol so pa seveda še tisti, ki nimajo stalnega bivališča v tujini. Aljaž, mislim, da bi ti padel, ne? Mislim, noter. Nekoč bi padel, nekoč, tako, ne? No, teh je pa 106 000 bilo, ne? Kao z domci in to. No, glasovalo jih je od teh, ki nimajo stalnega prebivališča v tujini, pa na koncu 409 oziroma 0,4%. Toliko tem, ko bo kdo hotel prodajati, seveda vsak glas šteje in se pozna,
ampak glasovi iz tujine tradicionalno nekako ne prevrnejo naših volitev. Zdaj pa predlagam, Aljaž, mogoče, da gremo, ker smo pa kar nekaj dobili vprašanj poslušalcev. Jaz imam Matjaža pred sabo. Ali menite, ful zanimivo vprašanje, ali menite, da pretekle zasluge v resnici pomagajo pri uspehu na volitvah? Pravi, namreč po mojem občutku je večina primerov v preteklosti pokazala, da to ne deluje, da bo mogoče letos Levica prva izjema, se sprašuje, kao slovenski nihajoči volivec, ki v resnici odloča, je racionalna in praktična žival in ko je nekaj urejeno, piše, si misli, to zdaj imamo, rabimo nekoga drugega za nekaj drugega. In navaja konkreten primer iz njegove občine, ko je župan Škofljice v svojem mandatu drugem končno uspel dokončati 20 let obljubljeno podružnično šolo, smo ga takoj potem gladko zavrgli. Skratka, sprašuje, oziroma če povzamem, je napisal, bolj pomaga, če imaš konkretne projekte za naprej in ne zasluge za nazaj. Kaj se vama zdi? Ja, pomaga oboje. Vpliva. Ker s tem, kaj si naredil, utemeljuješ verjetnost, da to tudi boš, kaj podobnega boš naredil. Ne? Če govorimo o grajenju šole, če si zgradil vrtec, ne? Potem morda boš zgradil tudi kakšen kilometer ceste ali šolo ali zadružni dom, ne? Če se pogovarjamo o manjših okoljih. Ne? Tako da jaz ne bi čist delal ločnice tukaj med včeraj in jutri. Se mi zdi, da je včeraj lahko dobra popotnica za sposobnost, kaj boš jutri. Ni čist nepomembno, da bolj deluje kot nek signal kredibilnosti. Ne? A ti gre verjeti, da boš naredil, kar si se namenil. Pa ti, povej, daj. Jaz mislim pa, da se pravi, sentiment je tak, kot ga je Matjaž opisal. Ne? Dejansko je slovenski volivec in volivka je dost high maintenance. Ne? Ja, seveda mi to pripada. Obviously, hočem imeti čist zrak, delujočo socialno državo, dostopno zdravstvo in seveda nizke davke in top-notch šolstvo in itd. Jasno, ne? To se mimogrede vidi tudi v ravni customer servisa v Sloveniji, kjer so pač firme ugotovile, da to tako more biti in je dosti boljše kot marsikaj druge. Po Evropi. Anyway, ampak po drugi strani pa načrti za prihodnost tudi nekaj blazno ne štejejo, ker itak nobenemu ne verjamemo. Ne. Torej, kaj šteje? In to se mimogrede Nataša na nek način navezuje spet na Met in čaj s Petrom Vorsnerjem. Šteje tukaj in zdaj. Štejejo ljudje, ki so tik pred volitvami razkopali cesto, zato da glejte, zdajle delamo nov asfalt, polagamo nove jarke, kopljamo nove kable. Delamo. To je Zoran Janković to pogruntal, ki si ga omenila. On je razkopal Ljubljano tik pred prvimi naslednjimi volitvami, ki jih je moral imeti in je dobil še z večjo večino prejšnjič. Glejte, Zoki dela. Ne. Ta performativnost politike, akcije in tako dalje, Levica, tik pred 6 mesecev pred volitvami so se lotili enega največjih projektov reforme socialne države, se pravi dolgotrajne oskrbe. Ne? Vse narobe, denar ne bojo pobrali, nič ne delali, informatika v kurcu, ne? Ampak na koncu tik pred zdajci ene par ljudi, gledajte, nižje položnice, dol, sej mogoče pa ne? Da ne govorimo o pokojninski reformi. Spet, v volilno leto so speljali pokojninsko reformo, pa kje si ti to še videl? Tako da, a veš, ta del tik pred zdajci, nekaj na pol mal nasilno, tako malo porinemo, ne? Ampak glej, nekaj pa je. Ne? To mislim, da je tisto, kar odloča pri slovenskem volivcu, kar zdaj je to dobro ali slabo, ne vem, ampak zaenkrat tako zgleda, da tako je. No? Pri Jankoviću je mogoče tudi to, ne, da pri njemu se, vsaj jaz dostikrat slišim od ljudi, kaj se na njegovo temo ali na njega reče, no, je pa vsaj nekaj zgradil. Tako da to je pol tale... Pri Zoki je že tako, veš, ker smo že pri korupciji. Pri Zoki je tudi tako, da je on hitro pogruntal, da je mestna, on temu reče mestna družina, dovolj velika, da je dosti placa za vse. Ne? Tam ima tudi SDS, ima firmo ali dve v javnem holdingu, kamor odlaga svoje kadre, ne? In pa so vsi zadovoljni in pa ne drmajo preveč. In zato potem tudi ni
resnega protikandidata ali protikandidatke. Ker če se sprašujete, zakaj je Zoran Janković izvoljen, ne? Zato, ker you cannot beat somebody with a nobody. Klej je osnovno problem. Jaz sem ga bolj omenila kot v kontekstu tega vprašanja, da ne gre toliko za hvaležnost, kaj kdo naredi, ampak bolj tisto, če je neki, bo pa še mogoče tisto, kar je rekel, da ima še v planu. Da te v bistvu tudi pri primeru Levice bi rekla, veš, da če bi sam lejte to pa to smo naredili, da je premalo, v smislu, če pa rečejo to kot še to moramo, pa boš vse skup še boljš, da pol pa lahko je prednost, ampak okej. Smo morda različnega mnenja. Naslednji poslušalec Matej. Star sem 21 let in poslušam vaš podcast, moram reči, ste super, dokaj neodvisno komentirate situacijo, hvala Matej. Ste v prejšnji epizodi rekli, da ni neodvisnega vprašalnika, tako da je pomagal usmeriti na enega, ki se mu zdi neodvisen, volilni kompas.si. Pogrešam pa omembo drugega tira in hitenje z njim zaradi predvolilnega slikanja na drugem tiru, naj bi se cena projekta povečala za 20 milijonov. Mislim, Antiša, da si glih ti ga celo dvakrat imel v politbizarkah, tako da ni čist, da nismo. Ja, jaz sem to kandidiral za. Klej moram reči, da je mogoče Matej ali prej poslal, prednje poslušal, kar je možno. Ne, poslušal prejšnjo epizodo, se je napisal noter. No, tako je rekel. Kakorkoli, hočem reči to. Ja, da veš ta... To je to isto, ne? A veš, tik pred volitvami nekaj odpiramo, ta podaljšana tretja faza, jaz temu rečem. Ne vem, če se spomnite, mislim, da je bilo še, se pravi, v prejšnji vladi, ne v prejšnji, pač v enite, ki je bila Alenka Bratušek tudi ministrica za infrastrukturo. Veš, ko so kar odpirali neke mostove, ki je še armiran beton ven gledal, pa zajele pa tako dalje, ampak ne, mi bomo to odprli, veš, samo slikali. Tako da, pa zdaj smo imeli kaj? Kar naenkrat smo odprli še karavan, drugo cel karavanškega predora, ne? Ker seveda, tudi se še en let noben na uvozu, ampak mi smo odprli, pa en kup enih stvari, tako da, ja, seveda, absolutno, zaradi predvolilnega slikanja, 20 milijonov, a samo za 20 milijonov, sem mislil, da je bilo še za kaj več. Čeprav ministrica pravi, da je šlo za, mislim, tako, v Jurija točno finančno sliko, ne, se pravi to, kar je bilo planirano, celo nekaj manj, mislim, 40 milijonov manj ali nekaj podobnega. Glej, ekipa zelo ponosna je na to, da so bili upoštevani finančni okviri, ampak ja, kaj pravi ekipa dejstev? Ja, ne vem, še ekipa dejstev na Pop TV bo to lahko preverila, veš, ali pa ne vem, bo Žan Vrtačnik naredila kakšen social point, veš, tako. Ti daješ nalogo. Do your work, people! Pol bomo pa poslušalca, zdaj vam bom pa ne na glas še reči. Črkovala vam bom ime, pa boste povedali, kako to vidva izgovorita. Ok. Tak Aleš oziroma Aleš moment. Ok. Antiša, ti už prvi. J-E-R-N-E-J. To smo že imeli. Ja. Začepi. Za domačo rabo je Jernej, ne, v mojem primeru. Vem pa, da je marsikot Jernej, no, ampak ne. Ja, to smo že imeli. Ne mi, Aljaž, to smo že imeli. Ne poslušajo vsi tako blesavo, kot mi vsako epizodo. Mislim pa, snemajo pa to. No, ti še povej, koliko ti rečeš? Jaz sem tukaj skliceval na mojo cankarjansko vzgojo, ne. Mi smo vedno brali Hlapec, Jernej in njegova pravica. Zanimivo, ker mi smo brali pa Hlapec, Jernej in njegova pravica. Kjer je šole spoti hodil. Ja. Jo, no, same dobre šole. Da ste znotraj Ljubljane tako skregani, kako se reče. V Kočevju smo seveda temu rekli Jernej, tako kot je pravilno Aleš. Čakaj, no, ok, zdaj pa. On sprašuje naslednje. Zanima me, kaj je namen in kakšne pravno obvezujoče posledice izhajajo iz parlamentarnih komisij, ki preiskujejo različne zadeve. Na prvi pogled se zdi, piše, da gre bolj za predstavo kot za resno presojanje. V pravosodju imamo strokovnjake, medtem ko so v teh komisijah poslanci, ki so večinoma laiki. Kakšna je teža zaključkov tovrstnih komisij? Hvala za odgovor in ostanite super še naprej. Kakšnih zaključkov, kakšnih komisij? Različne parlamentarne komisije. Ne? Ja, preiskovalne. Tako, preiskovalne, ne.
Ja, jaz mislim, da se je pa zdaj skozi zgodovino, ne, to 30 plus letno se je izkazalo, da so, oziroma tako, a je sploh kakšna komisija do konca pripeljala svoje delo z zaključnim poročilom? Aljaž, se ti tega spomniš? In sicer komisija Jana Möderndorferja o nezakonitem financiranju političnih strank, za katero je, se pravi, sporočilo glasovala tudi SDS, ki je bila tarča te preiskave. Aha, no, evo, to je edina, mislim, začel se je verjetno s povojnimi poboji, ne, kakšna Pučnikova komisija ali pa kakšno nedovoljeno prodaja orožja ali pa kaj podobnega, ne. Zdaj smo pri medijih, najprej Mojca Šetinc Pašek, pol Tamara Vonta, ampak te stvari, jaz si upam tako, v odgovoru na Jernejevo vprašanje bi jaz rekel, da te stvari, tudi če pridejo do sklepov in zaključkov, nimajo nobenega vpliva na politično razpoloženje v javnosti. To si upam reči. Jaz se pa ne bi čist strinjal. Ne? Zato smo tukaj. Namreč parlamentarne preiskovalne komisije imajo eno pomembno pooblastilo. Privedba priče, oziroma ali pa osumljenca. Oni so pač nekje na pol poti med zaslišanjem v državnem zboru in neko, ne vem, prototožilsko preiskavo, če hočeš. Lahko določijo, pač odredijo privedbo priče, lahko svoja ugotovitve predajo naprej tožilstvu. Lahko mislim, da ne vem, mogoče zdaj malo na pamet, ker sem si rekel, da bom pogledal, ampak obviously nisem, ne, ker ima dan samo 72 ur. Mislim, da ne vem, če lahko tudi direkt vlagajo, ne vem, ovadbe naprej, tako dalje. One niso brez veze. Problem je seveda v tem, ker se jih uporablja primarno za, ne bom rekel zdaj samo za diskvalifikacijo političnih nasprotnikov, ampak za dirigiranje dnevno politične agende. Ne? Nekaj pač preiskovalk je bilo, ta hip Antiša se ne spomnim, još mogoče ti pomagal, ampak una, ki je delala afero JBTZ v prvi demokratski skupščini, je dosti postavila standard, ker je namreč potem, ko je tudi, če imaš ti vmesna poročila pa tako dalje, to je potem on public record, to potem ni neki je rekel, to je rekel ti imaš skoraj ne izpodbitno legitimen vir v državnem zboru, pač so slede dogodkov, ljudi, ki so upleteni, stvari, ki so bile povedane in tako dalje in tako dalje. Da seveda ne pozabimo na to, da imajo one tudi vpliv na javno debato kot tako, ne? Ker odkot imamo mi tale naš mem, in odgovor enak prejšnjemu. Iz preiskovalke Jankovićevih rabot. In pač Jureta Jankovića, ki je to rekel. Skratka, one ponujajo, one vplivajo na se mi zdi, življenje okoli nas in tako dalje in niso kar tako, če ravno si seveda želimo, da bi se na neki točki glave, da bi letele glave in tako dalje. Jaz imam repliko in dopolnitev lastnega izlaganja. Ne? Jaz nisem hotel reči, jaz seveda nisem hotel reči, da so te stvari brez veze, da pače in nasprotno, ne? Ampak tako kot stvari v Sloveniji stojijo, so pa te komisije, kot si tudi sam opisal, v veliki meri uporabljene, ugrabljene, zlorabljene, kakorkoli recimo temu, ne, za politični boj, opozicija, koalicija oziroma pozicija. Jaz sem to hotel reči. In na koncu, če izvzamemo to, kar si rekel, da imaš public record in potem lahko greš zmeri pogledat v zapisnik komisije z, ne vem, 6.11.1998, ne, le kdo to počne, natanko nihče verjetno, ne, od javnosti, razen tega pa veliko od teh komisij ni. Razen seveda, recimo, ne, spomnimo se Logarjeve komisije o, kaj je bila, pranju denarja v NLB, ne? NLB, Iran. Mislim, to je bila ena bolj prominentnih komisij z visokimi gosti na zakuskah, ne, in tako naprej, ne.
Mislim, da komisija ni uspela dokončati svojega dela. Edini, ki jo še občasno uporablja, je Janez Janša, ki se rad sklicuje na to, kako je Slovenija prala denar za iranski režim, ne? In mogoče jo Anže Logar sem pa tja omeni. To je pa tudi vse. Ne, imate, pa je bila to komisija, pa je bila komisija. Anže Logar je to vodil brezkompromisno, Anže Logar je to vodil, rekel, tudi kvalificirano, ta komisija je imela medijski odmev in tako naprej in tako naprej. Danes, 2, 3, 4 leta po zaključku njenega dela, tišina. To sem hotel reči, ko sem mogoče jim oduzel pomen, ki ga te komisije imajo. Ne? Saj sta oba dva v bistvu poudarila, jaz sem majčken uspela pogledati na to temo, ampak saj sta oba dva povedala bistvo. Ne? So in političen reality show in ne, da nimajo čist, da so brez zobe, ampak niso pa to sodišča in torej nimajo, ne morajo obsojati, kaznovati in podobno, lahko pa dajo nekomu idejo za kakšne preglede in druge postopke. Ne. To pa ni ta komisija. Ne. Pri nas se je v zadnje leta veliko večkrat, kot da bi bila namenjena temu, dajmo razkrinkati in videti, kaj res je na stvari, so bile zlorabljene kot politični reality showi. Ne. To je res, oprosti, jaz lahko dopolnitev samega sebe, ne, da pač to, kako resne te komisije vendarle so in kako resno jih politične stranke jemljajo, ergo bi jih morali tudi mi, če ravno se zdijo kot cirkus, je to, kako si oni eni druge spotikajo, ne, ker smo v zadnjih 2 mandatih videli ta manever, da ti predsednika komisije pokličeš za pričo v tej isti ali pa v kakšni druge komisiji in pol je on kontaminiran in ne more več upravljati funkcije, ne? Ali pa ona. Ne? Hočem reči, da štekajo, da je to tako pomembno orodje, da ni kar vnemar, da ni samo ne, šov pa za brez mislim, veze. Da noben od naju z Antišem ni rekel, da je šov za brez veze, ampak da pa nimajo, ko je spraševal poslušalec Jernej, ali imajo kakšne pravno obvezujoče posledice, pa je zares odgovor, da niti ne. Ne, odgovor je, da ja, če pač pridejo do konca, oni lahko pač, se pravi... Drugi organi so pol, ki sprožijo te postopke, ne? Oni rečejo, naša preiskava je pokazala to je problematično, draga policija, ne vem kdorkoli, tožilstvo, sprožite postopek na to temo. A je tako ali ni? Ampak je lahko, to je lahko že na nek način dokazni material, veš, ker je bila pač neke vrste preiskava že izvedena, se pa vedno tožilstvo naredi svoje, ampak meni se di predvsem to, da tebe lahko parlament privede, komisija te privede na sodišče, na pričanje v spremstvu policije, če je treba. To so tudi pravne posledice. To ni kar tako. To je tako, kot ti pa tvoji referendumi, ne? Posvetovalni. Dejmo. To je kaj en posvetovalni referendum. A bi se ti pustila preveč, recimo ti dobiš... Jaz bi prišla sama. Tako, ne, ti se ne bi pustila prevest. Ja, no, mogoče bi kdaj za potrebe LDGD je tudi to naredila, da bi lahko poročala, kako... Pa da mi je videti. Ja, mislim, dobro, no, zdaj nam bom šla delati več stvari. Rabimo preiskovalko o financiranju politično motiviranih podcastov. Tako. In potem ti sicer kot strokovna priča, ampak tako pa se ti izogibaš in potem te privedejo. In pol me zanima, koliko časa se lahko izogibam, preden pride policija. Pa tudi, na kakšen način me lahko primejo, da nam je tožila nazaj. Ti si skočil in tam je varnostno, kako se reče, varnostno občutljivo, tam lahko hitreje pridejo. No, kvečem jaz lahko njih privedem, to si hotel reči, ne oni mene. Ja, ta drugi del od poslušalca Jerneja bom pa prepustila vama, ne. Zvesta poslušalka je dodal poslušalec Jernej. Aljaž, ti si dober v tem. Preden smo začeli snemati, si nas spomnil, da ne bomo to je že vse vem, sem mislil, da bom lahko Antišo... Dega, namoč ga. Skratka. Ne moreš. Ne morem, no. Skratka, menda, naša prav tako zvesta poslušalka Urška, te dni praznuje rojstni dan. In zato ji seveda čestitamo ob veselem jubileju, jo pozdravljamo in pošiljamo koš poljubčkov ter seveda tole pesmico.
Ante, še da moraš pa ti za 5. Ne, zdaj boš pa ti umiksal nekaj noter in gremo naprej. In želimo še na mnoga leta. Kako je? Tako. Ta. To je bil prvi program Radia Slovenije. Hvala, Aljaž. In zaključujem samo še z poslušalcem Alanom, ki nam vsake toliko napiše tako zelo prijazna pisma, da jih jaz shranjujem v poseben folderček, ker so res piece of art. Hvala lepa, Alan. Je pa eno stvar spraševal. Napisal je, res bi pa rad rekel med drugim, da ste pa vi, ki to komentirate za nas, pač politika in tako, zelo izpostavljeni, ti tako imenovani piškotki mi pa še danes niso jasni. Lahko prosim razložite v oddaji. Mislim, da si ga Aljaž ti še največkrat dobo, ne? Na piškotah, Da so te, mislim, vse so že obmetavali, ampak dajmo spomniti, zakaj gre. Ker mislim, da se na to referira, ne? Torej na eno kolumno, ne vem koliko let nazaj, pozabila sem gospoda, ki jo je napisal, objavljena, vem, da je bila v Financah, a ne? In je govorila o zelo lepe besede, je imel na račun novinarjev in novinarstva zapovedati, češ kao, kadar pišete po nareku, dobite pa piškotek, a ne? A je tako nekako bilo? Ja. Ideja piškotka. To v grobem in na kratko. Ja. No, nekako tako je bilo, ne? Da kao pač seveda priročno je izpustil v tej kolumni klasika naši, vaši, ne? Če ni napisano, kot mi želimo, je režimsko in piškotek in obratno, ne? Ja, piškotek je nekako v tem nekem politično obkladalnem miljeju, ne, je tako. Pač nek simbol za to, če si jaz temu rečem, zelo državotvoren, potem dobiš pač piškotek od tistega v prid, kogar pišeš, oziroma, ne, je treba tudi to reči, ne, kot se interpretira, da si v prid nekoga delal, ker danes smo na tej točki, da če nisi z nami, si proti nam. Ne? Se pravi, če nekoga ne popluvaš dovolj, ne? Potem se ti to zameri, no, tako bom rekel. Ne? In te že nekdo plačuje. Tako je, absolutno. Ja, to je v bistvu ratala je go-to diskvalifikacija. No, to mu je ono kar ratala. In človek je ustvaril mem. In to je to. Pred koncem bi vaju pa samo še pobarala, ker smo tik pred volitvami. Ne zdaj napovedi, ampak kaj menite, da se bo zgodilo, kakšno udeležbo pričakujete, kakšen vrstni red. Malo moramo se tudi kvizajati. Sicer mojega močnega partnerja v tem ni zdaj, Andraža. On rad se to gre. Poleg mene, ampak povejte, no, kaj pričakujete v nedeljo. Je pa strahovito, kot bi rekli, volatilno obdobje in se spreminja niti ne več iz tedna v teden, tudi iz dneva v dan, ampak na uro, tako rekoč. Aljaž, kaj ti misliš, kaj bo? Ja, kako že napovedi so težke, še posebej v prihodnosti. Ne? Ampak tako... Ta hip bi si v resnici zares približen upal napovedati ali pa tvegati oceno, da bo udeležba nekje v rangu 60%. O tem mislim, da smo tudi že govorili. Je rekel 60. 60 bi rekel Karel, ja. Ja, 60. Karel, joj. Ja. Ja, 60, ne, ampak dobro, da ni 600. Tudi to je. Ne, ampak hočem reči, pa bi imeli volitve na ravni Zimbabveja, ki je že, ampak ok. Skratka, 60 udeležba, plus minus, ampak kle nekje. Kar se pa vrstnega reda tiče, pa ne vem, kdo bo na koncu zmagal, mislim pa, da je jasno, kjer bosta najmočnejši stranki. Dajmo malo bolj drzno, ne zdaj napovedi, on bo dobil od 15 do 35 sedežev, dajmo majčkan več. No? Jaz mislim, da bo Levica podvojila svoj rezultat iz prejšnjih volitev. Evo. To je moja napoved in mislim, da bo in mislim, da bo Logar, saj ni težko, je 4-8, veš, ampak mislim, da bo Logar dobil manj kot je upal. Da bo Logar tam na 5, mogoče 6. Okay. Ostalo si pa ne upam, ker
Ja, se je zelo podivjano. Ful težko. Ja, Antiša, kaj pa ti pričakuješ, kaj boš gledal, no pa tako? Gledal bom vse, ampak ne, kdo ne upa? Kdo ne upa, Aljaš? Ajde. Napovedati. Kdo je rekel, kdo pizda je rekel, Zajček je rekel. Šalim se, tisto, kar sem hotel reči, je to, da edina stvar, ki bi si jo pa morda upal napovedati, pa to, da bo Logar dobil več, kot se mu ta hip pripisuje. No, tako. Vse ostalo, ja, tako nekako. Čakaj, to spet nisi nič povedal. Logar več, kot se pričakuje. Koliko se pričakuje, da vemo, na kaj se obesi? Jaz mislim, da neke ocene so med 7-8, nekaj podobnega procentov. Okay. Jaz mislim, da zna dobiti več. Ne? In da zna dobiti več. Zakaj? Iz razlogov, ki smo jih na začetku omenjali. Ne? To je pa, da so ljudje prenažrti te glavne jedi, ki jim jo mečejo v glavo takoj po juhi in po zdravčku iz kuhinje. Ne? Se pravi, preveč je vsega in bodo šli, se ne bojo hoteli odločati za eno ali drugo stran. No? Tako. Evo, ampak ne, pustimo se presenetiti. Ja, ankete so ful, dejansko se zdaj kar precej spreminja. Dejansko SDS, ki je vodila do tako rekoč tik pred zdajci, jo GS v ne samo eni anketi že kar prehiteva. Eno vprašanje, preden se izjasnim do konca. A mislita, da imamo vsled dogajanja aktualnega lahko moment, kot je bil pred 4 leti, ko so nekateri dali življenje za svobodo, da je zdaj podoben moment v kontekstu teh prisluhov pa napadajo našo državo in tako dalje. Se mi zdi sicer, da ima v kontekstu kampanje, nima to zdaj veze strinjanje, ne strinjanje, pa za koga navijamo, ampak da ima Gibanje Svoboda odličen finiš. Kdo bi pa lahko dal še življenje? Življenje v smislu, ne vem, namesto 5%, 4 in tako dalje. Da bi na ta račun mogoče lahko kaj bilo. Ali mislite, da ni niti blizu temu? Jaz mislim, da je v Senici Svobode pocrkal že vse, kar je imel za pocrkati, da tole vse ostalo. Vprašal sem zaradi tega, ker slišim od en kup folka, da znajo to narediti. Ne vem, lej. Da znajo kaj narediti? Da znajo, sicer nismo za njih, ampak bomo za to, da je Janša, zato da bi Robert Golob dobil kot prvi mandatarstvo, ker bi recimo Gibanje Svoboda imelo več odstotkov kot SDS. To sem, moram reči, ne samo enkrat slišala, zato sem rekla, da vaju vprašam. A veš, kva se pa meni zdi? Ok, mogoče, ampak mogoče ne toliko na levi, ker na levi res ne vem, kva je lahko še. Ajde, mogoče pirati zvisijo, sam v resnici na ljubo pirati in nikoli niso bili. Mislim, kaj je lahko še? Lahko SD ne dobi kot računa, lahko Levica ne dobi kot kažejo ankete, v tem smislu sem mislila. V redu, ampak tle mislim, da sta. Ok, v redu, ampak mislim, da se bo predvsem to dogajalo na desni. Jaz mislim, da kontra temu, kar Antiš rekel, jaz mislim, da bo prišlo do tega, da ne sme Janša toliko zgubiti, ne, in potem bo vse tisto, kar je od Janše steklo k Logarju, šlo nazaj k Janši, da da bo pač je skratka Janša Logarju kisik pobral, tako kot je pobral kisik Novi Sloveniji leta 2008. Antiša, ti misliš, da kaj je na tem lahko? Ne bi nič dodal. Ja, pa bom jaz dodala, da pač me ne bi presenetilo, če bi volitve dejansko dobilo Gibanje Svoboda, ker v zaključku... Zdaj pa Tina, ne bi me presenetilo. Napovedi, kolegica, napovedi. Čakaj, da razvijam misli, ne? Ja, oba bosta tam nekje med 25 in 33 poslanci, ne? Se to vse eminentne anketarske kompanije rečejo. Kaj ne, mislim, kje si jaz upam več od tega. Imam občutek, da so demokrati piknili prezgodaj, sploh vsled zadnjega dogajanja, da je Levica glih še ujela, tako če bile en teden nazaj volitve, bi po moje še kakšen odstotek več imeli. Jaz jih tudi vidim na krat 2, če ne mogoče še celo kaj več. SD sem se pa sprašvala, da če pa koga v kampanji nisem zelo videla, je bil pa to SD. A sta tudi vidva to opazila?
Mogoče sem razmišljala, da je to tudi malo bila taktika, ker še vedno po vseh javnomnenjskih raziskavah, mislim, po tisti, ki meri priljubljenost politikov, je na visokem drugem mestu, takoj za predsednico države, je predsednik SD-ja Han. Kaj se smeješ? Ali je to smeh? Ja, mislim, tudi how, ampak ja, lej. A ja, to. Daleč od oči, blizu srca, I guess. In sem pomislila tisto, kaj pa če je taktika klele ne se ven metati, pa bodo ljudje videli, lej, tele se obkladajo, pa en drugega, mi bomo pa lepo, bojo rekli, lej, te so taki, ki se ne kregajo. Ker ljudem, Slovencem načeloma gre to kar na živce, se mi zdi, no. Tudi Antiža, ti si ugotavljal, da imajo ljudje malo poln kufer vsega tega, kar so videli. Ne vem. Ja, overload je, no, Overload, po ja, mojem, ja. No. In potem, kar se pogovarjam z ljudmi. Ne? Ja, kar se udeležbe tiče, lej, moramo letos reči stvarem oziroma Bobu Bob 67, 6-7. 6-7, Je lepa, a ne, da? Je lepa, tako da lahko bi tako, ne. Če že niso poslušali, da bi bile volitve 8. marca, naj vsaj poslušajo, da bo vsaj tako. Mimogrede, čakaj, to imam pa tudi nekje zapisano, kar se tiče udeležbe, je bila pred 4 leti 70,97%, kar je pomenilo nekaj več kot 1.200.000 ljudi. In ta je bila tretja v vseh časov. Drži. Tako da ti si rekel okrog 60, Antiša, ti pričakuješ udeležbo okrog 60 pričakujem. plus. Nič ne pričakuješ. Nisem tega rekel, ampak recimo Nataša, da Dobar, no, pol se pa strinjam s tam tabo. Ja. na robu se pa gibljajo Resnica, Pirati, pa majčken zadnji, če sem prav ujela, SNS. No, mene ne bi presenetilo, če bi oba prišla noter, ali eden ali nobeden. Okrog te Resnice in Pirati. Vidva računate. Skratka, lej, vidva... Lahko se zgodi ali pa ne. Lej, tako v maniri ta boljših napovedovalcev. Ti pa Maruča, vas bolijo levo kolen. Ja, ne, desna. Ja, ne, se je v kamni, da rekel desen. Ja, tako da to je to. Nedelja, 22.3. volitve 10. parlamentarne v zgodovini Slovenije in to nas pripelje do politbizarke, razen če želite še kaj dodati. Antiša ima zihar še ful zapovedati. Antiša, no, čakaj, pa podej, Aljaž, povej, kako smo pa v tej rundi politbizarke. Politbizarke, tesna. Bili so 3 kandidati oziroma kandidatke. Jaz sem predlagal oktoberca, pravi z marca, se pravi prisluhe in privide. Potem, Nataša, si bila ti, da bo vaš vnuk še pel slovenske oziroma SDS pesmi. Je rekla stranka, ki je Thompsona furala na konvenciji. In pa Antišev Slovenijo Slovencem v italijanščini, ker pač so takšne zakonske zahteve. Zahvaljujemo se Petru za fotomaterial, ki ga je v minulih dneh poslal na to temo. Ja, res je. Jaz sem pa tudi dobil potem še na privat mandaje, zdaj ne vem, če je v Sloveniji, ampak skratka, plakati so bili pol zaznani tudi povsod, tako da evo, imaš širši družbeni vpliv, Antiša. Te pa moram obvestiti, da si zasedel drugo mesto, nisi padel pri številka 13, ne, ampak bil si drugi oziroma ne, v maniri starega hladnovojnega vica, pred zadnji. Ker sem jaz bil pač zadnji z 17,9%, ti si jih dobil slabih 38%, Nataša pa referendumskih 44%. Antiša, veš, s katerega referenduma je to? Ne. Volilnega, ki je potem večinski volilni sistem dobil 44%, da je to zmagal. Skratka, Nataša, večina, da bo naš vnuk še vedno pel Thompsonove pesmi. Tako da čestitke. Ja, hvala. Veš kaj, čestitke, rekla je, ker dosti duhovito se mi zdelo. V Škofji Loki so na plakat tale, ali bo še pel slovenske pesmi, dodali nekateri rdečo zvezdo in pripisali Šivala in deklica zvezdo slovensko pesem in zato je to, kar se borijo. Ali pa borimo. Jaz moram kot politolog tukaj vendarle dodati, da svinjanje po plakatih ni okej. Dobro, če je kaj duhovitega, je lahko.
Jaz pa meni se zdi pa, če je kaj duhovitega, ne nesramnega, ne zoprnega, ne to, kar so z živalmi delali, ne, ampak če je pa kaj duhovitega, se mi pa zdi sprejemljivo. Bi zamižala. Ker si zmagala, izvoli. Ker sem zmagala, bi pa jaz predlagala za naslednjo rundo, ker se mi zdi, da mora biti v arhivu, in sicer gospod ljubljanski župan Janković, ki je kolegici Pop TV-ja, ki jo je spraševal odziv na prisluhe, pa je najprej cukala za rokav Goloba, ki je rekel: inštitucije, obrnite se na njih, vam bodo dale vse informacije, potem je pa poskusila to dobiti še izjavo od ljubljanskega župana, pa je zabrusil: premlada si, Pikica. Premlada si, da bi jaz s tabo govoril o teh stvarih. No, pogrom je kar bil, gospod se je dan, dva ali koliko kasneje kolegici Kobetič opravičil, ampak jaz grem v nove zmage z premlada si. Antiša, ti pa? Jaz pa ne grem v nove zmage, ker mislim, da Nataša, da boš vnaprej polagam orožje, mislim, da boš tukaj tudi zmagala, ne? Ampak vseeno bom poskusil in bom za politbizarko kandidiral kar celo to vohunsko prisluškovalno, pregledovalno zgodbo z obeh strani. Namreč v trenutku, ko ti zmanjka idej, ko ti zmanjka konceptov, potem se zatečeš v tole preigravanje jaz še zmeraj ne dvomam avtentičnost posnetkov, ne? Ampak volitve bi naj vendarle bile tekmovanje v tem, kdo bi lahko to skupnost vodil v svetlo in boljšo prihodnost, ne pa v tem, kdo ima bolj zmogljive mikrofone pa kamere pa bolj iznajdljive zunanje partnerje. Tako da ta stvar, kolikor pač je razgaljujoča oziroma pač ki razgalja to, na kakšen način Slovenija deluje, ne, bi pa vendarle imel za bizarno, ker kot rečeno, ne, od tega, čemur smo priča zdaj, kaj zadnji teden, 10 dni, nihče ne bo živel bolje, niti slabše. Ne. Volitve bi morale biti pa vendarle tekmovanje v tem, kdo bo prinesel boljšo bodočnost. Se pravi, vohunska zgodba 360 in Aljaž? Ja, saj to je malo ta teza, ne. Vsaka obtožba je tudi priznanje, ne. To smo malo na tem teritoriju. Moja, ne. Jaz sem ga v bistvu hotel imeti že prejšnjič, ampak nisem hotel delati reklame, zato ker smo v predvolilnem obdobju, pa da pol go spet rekel. Skratka, moja bizarka je pa zdaj, pa lahko to povem, ker je že mimo, pa ker je bilo res bizarno. Slavoj Žižek in Luka Mesec v kinu Šiška. Ne toliko zato, ker sta bila, ker je bilo pač, če ti je bilo všeč, je bilo super. Žižek je bil v top formi in Luka je bil občasno, mislim, da je mislil, da bo to dovolj predvolilni event, kot je v resnici bil. In je bil pač samo v vlogi statista, ki se mu čisto poda, razen brkov, brke je treba obriti. In ga je tudi Žižek na tej fori ga je dobro zabaval s njegovimi stalinističnimi brki, ampak bizarno, ne vem, a sta vidva gledala to? In sem drugače videla, kot ti, ampak izvoli. Ok. Na neki točki, tam bolj proti koncu, se ona dva pogovarjata o Iranu in potem Žižek tako navrže, da v resnici ta mladi Khamenei ni ta glavni bad guy. Glavni bad guy in glavni zločinec v Iranu je Ali Larijani. Kaj se zgodi 2 dni kasneje? Bum, tip dobi bombo na glavo, Izrael ga eliminira in seveda moja bizarna teza tukaj je, da če te omenita Žižek in Mesec, si ga najebal. Lepo si speljal to. Hvala. Lepo si to speljal. Hvala lepa obema in gremo še na zadnjih 30. Antiša, kaj imaš ti tokrat? Jaz bom pa opozoril na dejavnost ene skupine ljudi, ki se združuje pod imenom Geist Institut in je pod roko sem dobil zdaj pač to neko poročilo, Oni so se odločili, da bodo v obdobju pred volitvami, pa tudi sicer, spodbujali razpravo o kvaliteti javne razprave o zunanji politiki. Jaz mislim, da je ta stvar
izpostaviti, če ne zaradi drugega, zato ker odpre okna in vrata iz Slovenije, kjer se ukvarjamo s čimer se ukvarjamo in o čemer se mi tukaj veliko pogovarjamo. Zunanja politika, mednarodno okolje, slovenska pozicija znotraj tega, slovenska pozicija znotraj Evropske unije in tako naprej je vse prevečkrat zanemarjena. S tem se nam ne da ukvarjati, s tem se mi rečemo, mi smo majhni, nimamo vpliva in potem se tukaj to neha. Ne? No, tukaj počnejo nekaj drugega, tako da je v tem smislu to za pohvaliti oziroma pozdraviti. Ok, Aljaž? No, moje priporočilo bo pa naslednji Metin čaj, ki je na sporedu 28. marca, ampak ga že zdaj napovem, da ne bom pozabil, tudi zato, ker je sveže zmontiran. Čudovita stvar, dva odlična govorca, sogovornika, Nataša Briški in Nenad Cenič, ki je urednik v PM, ne, kaj so to poslovni mediji. Ampak predvsem zato, ne, ker je zdaj še druga oseba na tem svetu ugotovila, ne, da me Nataša po nepotrebnem prekinja v LDGD-ju in da je to za kamer, ne, in da treba meni pustiti, da razvijem misli, tako da podaši zdaj še Nenad, hvala, ki me vidite. Jaz upam, da se me bo kaj prijel, ampak zelo verjetno je, da ne. Moje priporočilo pa za vse nas, ki smo fani serij pa filmov, ki jih dela Taylor Sheridan, Yellowstone, pa oba prequela, pa Landman, Mayor of Kingstown, Sicario, Sons of Anarchy, Lioness, skratka full. Pred dnevi so objavili prve 3 epizode njegove nove serije, nek neo-western, The Madison. Michelle Pfeiffer in Kurt Russell igrata v glavnih vlogah, še nisem videla. Tako da zdaj omenga Zorko to odigrala, ampak neki nas je, ki se obveščamo o teh zadevah, a ne gal. In eto, The Madison, prva sezona, prve 3 epizode so že na voljo, preostale 3 pa od 21. marca dalje. To pa mojih zadnjih 30 in kaj, srečno na volitvah, ali kaj se reče? Ja, to je to, ne. Naslednji LDGD bo po volivni verjetno enkrat v ponedeljek popoldne ali pa najkasneje v torek zjutraj, kjer bomo v takšni ali drugačni postavi analizirali, kaj se je zgodilo. Do takrat pa še vedno lahko podprete Metino listo in LDGD s tem, da odjadrete na metinalista.si/investiraj in postanete članica ali član Vlade narodne enotnosti oziroma stric ali teta iz ozadja. Lahko se naročite na zapisnik, da pošljete mail na info@metinalista.si in dobite zapisnik vsako prvo sredo v mesecu in seveda pejte volt.